SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem aktualnem podcastu, tokrat pa aktualno pogledamo v vesolje, no pa še kam, in sicer v CERN. Slovenija je namreč z letošnjim letom postala polnopravna članica tako ESE kot tudi CERN-a, torej Slovenija postaja velika med velikimi, lahko rečemo. Če smo poslušali, da to prinaša ogromno priložnosti za Slovenijo, za slovenske raziskovalce, znanstvenike, gospodarstvenike, podjetnike, pa tudi za ugled naše države, je že prav, da odgovorimo, kaj točno pa res prinaša vstop v ESO, torej Evropsko vesoljsko agencijo, in pa v CERN, kjer se, verjamem, da spomnite, kako smo čakali, da bodo našli tisti božji delček, nekateri pa so rekli, da bomo povzročili tudi konec sveta. No, tega seveda nismo, smo pa ugotovili, da je CERN prav tako izjemna priložnost za in za posel, sploh če si seveda konkurenčen. Danes z mano v studiu 3 dame in lep pozdrav vsem 3. Če začnem kar na moji levi, Tara Brus iz podjetja Žustal, vi že delate s CERN-om, zato sem prav vesel, da ste si vzela čas, da boste povedala, kako se to poteka. Potem vodja Evropske pisarne, vesoljske pisarne, tako bo bolj prav, in lep pozdrav, hvala lepa, Tanja Permauser. Zdaj ste imeli veliko dela, hvala, da ste si danes vzeli tole urico, da malce pokomentiramo. No, iz gospodarske zbornice pa Marjana Majerič, in lep pozdrav, tudi vi z veliko dela, ampak sej bomo odgovorili na tiste ključna vprašanja, ključne stvari, potem vas pa pustim, da delate naprej. Kdo od vas 3 je v tem trenutku najbolj v gneči? Vesoljska vprašanje. Mislim, da Katera? vsak svoj način, tako da prioritet je vedno veliko, potem pa če si zagrižen za tisto, kar delaš in stojiš za tistim, potem absolutno, če delaš z veseljem, pride tudi do tega, da si zaposlen. Zdaj, če sem iskren, z veseljem sem spremljal to mini slovesnost, ko smo postali polnopravni člani ESE, Evropske vesoljske agencije. Kaj to pomeni? Vsi rečejo, to je zdaj velika priložnost, vendarle smo bili nekaj časa že poleg, pustimo zdaj članarino, ta je še najmanjši problem, ampak gre za to, da stopamo zdaj v bok drugi največji vesoljski agenciji na svetu. Takoj za NASO je že naša Evropska vesoljska agencija in mi smo del tega. Ja, res je. V bistvu Slovenija je bila od leta 2016 pridružena članica, z januarjem 2025 pa polnopravna članica. In v bistvu vsa ta članstva so bila narejena s tesnim stikom z gospodarstvom, pa z, mi rečemo, akademski sektor, to imamo v mislih tako univerze kot inštitute. In seveda prinaša polnopravno članstvo ogromno nekih dodatnih priložnosti. Zdaj, toliko zelo veliko v primerjavi z prejšnjim statusom zopet ne. Sta pa 2 bistvena razloga. In sicer en je, da Slovenija zdaj sodeluje v znanstvenem in nekem splošnem tehnološkem programu, ker zdaj ni morala. In seveda Slovenija s tem pridobiva tudi glas v ESI. Mi sedaj nismo imeli pravice glasovanja in so odločena pri vseh strateških in političnih odločitvah. Seveda, primarno ESA je ustanovljena za gospodarstvo oziroma da se gospodarstvo razvija v tehnološkem in raziskovalnem smislu, in predvsem mi smo prepoznali skupaj z gospodarstvom in akademskim sektorjem, da polnopravno članstvo je tisti korak zadnji, ki bo naši državi prinesel ne samo večje priložnosti in možnosti, ampak tudi soodločanje pri strateških usmeritvah Evropske vesoljske agencije. Pod vprašanje takoj ga moram postaviti. Zdaj imamo novega starega ameriškega predsednika, ki je v svojem prvem govoru dejal, da bo Amerika znova velika, da se bo širila in da bodo zapičili zastavo na Mars. Bo zdaj Evropska vesoljska agencija kaj spremenila svoje strateške usmeritve, bo tudi Evropa svojo zastavo hitela na Mars? Jaz bom v bistvu ponovila besede direktorja ESE, doktorja Ash Baharja v govore predsednika Trumpa. Jaz ne morem komentirati. Lahko pa nekaj drugega komentiram, in sicer izredno me veseli, da je vesolje tudi v tej administraciji na prioriteti. To pomeni, da bo tudi na prioritetni listi tako v Evropi kot v drugih državah
konkurenca je, bom rekla, zdrava konkurenca je več kot dobrodošla in konkurenca samo pomeni, da se gospodarstvo razvija. Kdo bo pa zapičil kamorkoli zastavo, a ne? Pa ni to čisto enostavno, ker tako Amerika kot večina držav je del v Združenih narodov, je prav poseben odbor za miroljubno uporabo vesolja in v bistvu vse zadeve, kar se tiče resursov, planetov in pač vsega outer spacea se obravnava v Združenih narodov. In ko se tam dobi nek konsenz, dovoljenje, karkoli se lahko še dela. Ne more vsak pridati koliko v starih časih v Teksasu, ali kako je že bilo tisne, do prvi zapič, tistega je, tukaj tega ni. Ja, nič, zdaj pa, da vas vprašam tukaj, malo se nasmehate. Mislite, da bo veljalo, ko bo ta dirka, ta bitka, ki pravzaprav že poteka v vesolju, da ta pravila, ki zdaj veljajo, da bodo veljala tudi takrat? Ja, jaz bom tako rekla, mislim, da kljub vsem tem geopolitičnim tenzijam še zmeri velja ta zdravi razum in pa tudi mednarodne dogovori in mislim, da tako kot je Tanja lepo povedala, mislim, da tukaj bo vseeno neka tehnica človeštva in pa globalizacije pretehtala v smer, bo pa seveda ta konkurenčnost ostajala in seveda ta načela, ki so zavezujoča torej za našo državo in pa tudi za ostale države, mislim, da so tista ključna pri razvoju ne samo vesolja, torej pogleda, kaj se dogaja znotraj vesolja, planetov, ampak tudi, bi rekla, refleksija novega načina razmišljanja tudi na Zemlji. No, ko gre za posel, a ne, je pa tako ali tako bitka vedno, jaz rečem, vedno gre na nož, ampak zmaga tisti, ki ima najboljšo ponudbo. Koliko časa delate že s CERN-om? Mi delamo že več kot 5 let. Začeli smo leta 2019. Kako je vse skupaj potekalo? V bistvu je Gospodarska zbornica v sodelovanju s Spiritom organizirala Slovenske dneve v CERN-u. To je bilo oktobra 2019. In takrat smo se začeli dobivati že prej na raznih sestankih, da smo spoznali s gospodom Samotuma in z drugimi Spirita in z Gospodarske zbornice. Takrat so nam že vnaprej povedali, da naj si sami organiziramo sestanke tam, predvsem pa tudi, da spoznamo čim prej nabavnike z CERN-a, da lahko začnemo s sodelovanjem. Jaz sem to kar resno vzela in sem že vnaprej dobila kar precej vez in poznanstv, tako da sem začela z prvim poslovanjem že poleti 2019, tako da že preden smo šli prvič v CERN, smo že dobavili prvo naročilo. Oni so bili zelo zadovoljni z našo kvaliteto, prav tako z dobavo in vsem, tako da smo že na prvih sestankih se potem dogovarjali o poslu. Tako da so bili ti slovenski dnevi v CERN-u za nas zelo uspešni. Polnopravno članstvo v CERN-u pomeni, da je pravzaprav zdaj lahko še več podjetij, do sedaj smo imeli neko zgornjo mejo, število podjetij, ki je lahko poslovalo z CERN-om oziroma s potrebami. Kaj to pomeni, da smo vstopili zdaj kot polnopravna članica? Koliko še več priložnosti za slovenske podjetnike tudi za vas pravzaprav je? Jaz mislim, da je precej več možnosti. Tudi, mislim, da bojo tudi večji projekti. Lažje bo priti do večjih projektov. CERN so naši četrti kupci po velikosti projektov oziroma po prihodkih letnih. Želimo pa si, da bi povečali te prihodke in mislim, da prav s tem smo si to olajšali. Se je treba v podjetju posebej pripraviti, je prav poseben način, ko greš na tender v CERN, kjer se prijaviš, je drugače kot morda, ko posluješ z drugimi evropskimi državami? Ja, tukaj je potrebno se najprej upisati v njihov portal, tako da sploh je možno sodelovati z njimi. Potem pa je treba biti precej temeljit, natančen, si vzeti čas za ponudbe in pa za pregledovanje tenderjev. Mi pa tudi sodelujemo z njimi po manjših projektih, tako da nam naročajo manjše projekte, ki ne grejo preko tenderjev, ampak kar direktno naročilo. Tako da se da s CERN-om sodelovati na veliko načinov. No, to, kar sem na začetku slišal, to je tisto, kar si želim tudi v tej debati, ker je to vendarle namenjena debata tistim, ki se ukvarjajo s poslom. Gospodarska zbornica Spirit, skratka Slovenija, ima dovolj tega strokovnega znanja, da pomaga podjetnikom.
koliko se obračajo na vas, ali pa so se v zadnjih letih na gospodarsko zbornico, pa potem tudi na vesoljsko pisarno in tako naprej? Jaz bi mogoče naredila en korak nazaj. Gospod Samo Tuma je predstavnik CERN-a za Slovenijo. Tako. In je skupaj z nami kot gospodarsko zbornico že v preteklosti imamo skupen dogovor in dolgoročno pogodbo o sodelovanju in pa seveda Spirit, ki je, moramo se zavedati, za to polnopravno članstvo, tukaj je bilo veliko dela, ne samo, bi rekla, na strani gospodarstva, tudi na strani vlade, prejšnjih tudi, tako da tukaj smo z roko v roko, zaradi tega je tudi Spirit en od teh akterjev, moramo vedeti, da tudi MGTŠ, in pa tudi MVZI, torej večina teh ključnih resornih ministrstv skupaj z premijeji ali pa predsedniki vlad so dajali takrat prioriteto oziroma so postavljali vsebine naprej, ampak to je ta top-down pristop. Ampak če ti nimaš vsebine in pa ta bottom-up pristop in ta del pa mi pomagamo podjetjem iti v to smer. Torej, naj povem, da skozi gospodarsko zbornico mi imamo 13 regijskih in 25 panožnih zbornic znotraj gospodarske zbornice in recimo, če pogledamo, imamo več različnih pristopov, kako delamo to selekcijo, podjetij. In sicer eno od teh najbolj učinkovitih, že 28 let zapovrstjo iščemo po regijah najboljše inovacije in že iz tega nabora vidimo podjetja, ki imajo potencial za vstop na, mi temu rečemo, trg poseben, platforme, kot so CERN, ESA in tako naprej, ITER in jih je več, in na tej osnovi že preko poznavanja podjetij in pa tudi gledanja, na kakšen način tudi te inovacije ali pa tudi na razvojnih oddelkih iščejo usmeritve, ki sovpadajo z prioritetami teh platform, jih že spodbujamo, da vstopajo tudi na ta del. Je pa res, da se moramo zavedati, da tukaj vstop v CERN ESO zahteva tudi visoke standarde, kakovosti, tudi zahteva določene tehnične rešitve, ki imajo to vso standardizacijo zadaj. Tudi moramo priznati tudi strog administrativni proces, skozi katerega podjetja morajo iti in pa tudi ta dolgotrajni proces za to, da si ti vključen v celoto, terja nekaj od podjetij. Torej je potreben tudi poslovni model znotraj podjetij, kako ti ta svoj razvojno-inovacijski potencial potem tudi plasiraš. In zdaj, če povemo, na eni strani seveda se s podjetji potrebujejo pomoč in zaradi tega smo jim tle mi stojimo ob strani, kot partnerji, tudi Spirit en del, ampak Samo Tuma, recimo, on je tisti ključni. Zakaj? Zaradi tega, ker on dobiva čisto vse informacije takoj on time, torej je tista vstopna točka. Mi pa seveda skozi ta vidik tudi podjetjem, ki še niso v tem trenutku niso še noter v tem kolesju, ali pa ti, ki so, in pošiljamo redne informacije, kaj se dogaja na dobavah in kar je še bolj zato, ker lahko oni tudi spregledajo, imamo selekcijo, imamo tudi močno sekcijo za ta Big Science, gospa Vanja Bele to vodi, ima ona tudi ves čas, recimo temu, na radarju podjetja, zato da jih že pripravi, spodbudi, da vstopajo na ta trg. Moramo pa kompleksno pogledati zadeve, kajti danes se podjetja zelo soočajo z krizo kadrov in če imajo že utečene poslovanja, z, recimo tem, na prostem trgu, prej sem omenjala, 94% našega gospodarstva je izvozno orientirano, je to predstavlja za njih nov trg. In zdaj mi obrnemo, bi rekla, ta vidik tudi v njihovih očeh, kaj
ti povemo, da ta dolgoročna investicija njihova časa, vseh teh postopkov za to, da si ti pripravljen, ko si pa ti enkrat na tej platformi onboardan, takrat potem se tebi pa skozi to močno referenco lahko odprejo tudi, bi rekla, možnosti vstopa na normalni, recimo, tem trg, a ne globalni ali pa evropski trg. In to so tiste, kako bi rekla, plusi in minusi, ker je ta pripravljalni vidik za posebnost, a ne, prejle sem omenjala, da tudi če vstopaš na kitajski trg, moraš kar nekaj časa, a ne, potrebuješ, oziroma tako, kot je bilo lepo rečeno, a ne, da ko si ti enkrat v tej bazi vpisan, v ta, recimo temu, register, a ne, imaš potem možnosti dvostranskega ali pa tristranskega, pač prvo, da se sam pozanimaš in pogledaš in imaš ves čas, bi rekla, pogled na to, kaj se odpira, kjere možnosti. Drugi seveda je to s pomočjo gospodarske zbornice in pa seveda gospoda Tume. Tretji vidik je pa to, da te oni sami tudi pokličejo, tako kot je bilo tle rečeno, a ne? In na ta način se mora podjetje odločiti, da gre v to smer. Je pa tudi ena stvar, skozi vstopa, ne, v CERN ali pa v ESO, mi imamo dostop do teh res visokotehnoloških projektov in skozi podpis tudi aprila 2023, jaz rečem temu zgodovinskega dogovora tako z torej vlada Slovenije, gospodarska zbornica, potem tudi KOSRIS in pa rektorska konferenca, kar pomeni, da smo ves akademski svet zajeli, ves raziskovalni svet, gospodarski in pa vlado, zato da podpremo tudi to vrstne prizadevanja, a ne, ki so bila res ves čas z roko v roki, a ne, postavljena, in menim, da je to en zelo pomemben segment in trg in pa tudi velika čast našim gospodarstvu, akademikom in pa raziskovalcem, da smo skozi takšno obdobje prišli zdaj do tega polnopravnega članstva in menim, da tisti tudi investicije, ki so povezane s tem, ampak s tem, da ti sediš za mizo in da je tvoj glas enakopraven tudi večjim državam ali pa močnejšim državam, govorim po proračunu in pa število ljudi, daje, pač bi rekla, to kredibilnost Sloveniji na večjih nivojih. In tukaj mislim, da lahko pokažemo, da edino z roko v roko je vsi skupaj, a ne, v tem sodelovanju, ne pa kontriranju, a ne, lahko Sloveniji in pa s tem tudi Evropi pokažemo pot v tem, da smo potem, ne, ta dragi report, ki ga vsi govorijo, a ne, da pač enostavno ostajamo nacija ali pa Evropa, da ostaja kot celina tista konkurenčna. Tako. O vseh teh spremembah bova še spregovorila, ampak prej morda še o tej vesoljski pisarni, pa bom kar nadaljeval. Ne, če ima CERN v tem trenutku okoli 20 podjetij slovenskih, ki so našli tam priložnost, v evropski oziroma vesoljski pisarni že takoj 40, ne, če se ne motim. Kdo vse ima priložnost? Še več, ne? Pa potem, če temu dodamo še, da se ti vložek v vesolje povrne, ne vem, 6-krat, 8-krat, zelo odvisno, seveda, ne. Kako je s tem prostorom za napredek, no? Jaz bi samo poudarila, kar je Marjana povedala. Trikotnik, vlada, v našem primeru vesoljska pisarna, ESA oziroma mogoče CERN, in podjetja pa akademski del. Ta trikotnik mora delati sinhrono, z roko v roki. In če to dela, je možen napredek. A dela? Dela, seveda, absolutno. Mi recimo v ESI pokrivamo, moja ekipa je 7 ljudi, 15 različnih odborov. Mi se z ESO smo na dnevni bazi v stiku. Na dnevni bazi smo s podjetji. Kaj podjetje želijo, kaj želijo, kje želijo imeti projekt, v katerem programu, za koliko sredstev, za višino in tako naprej.
Skratka, če ta krog dela z roko v roki, ni težave za nove. Mi imamo zdaj, bom rekla tako, med 45 pa 50 podjetij. Vse 3 univerze so vključene v to, inštituti. Skratka, res, jaz mislim, pa tudi vsak teden, pa da ne pretiravam, morda na 14 dni, sigurno dobimo neko novo podjetje, ki se nam javijo preko maila, da so slišali, da vidijo, kaj se dogaja, da še želijo biti del te zgodbe. In res, vesoljski sektor je, Marjana, a ne, pa vi tudi veste, to je toliko obsežen, da v bistvu se lahko tukaj vsak vidi. Ni, jaz sem zadnjič rekla, ni sploh stvari na zemlji, ki morda ne bi bile več povezane z vesoljem, vključno s hrano, medicino, športom, neka take stvari, ki človek ne bi pomislil, tekstil, da ne govorimo o visokih tehnologijah, novih materialih, umetne inteligence, satelitih, podatki in tako naprej. Tako da ja, naš ta bazen podjetij pa teh inštitutov blazno narašča, kar mi izredno veseli, kar pomeni, da tudi proti ESI oziroma proti drugim evropskih agencijam, s katerimi sodelujemo, ni samo ESA, imamo tudi bilateralne sporazume z Nemčijo, z Italijo, z Luksemburgom, z Francijo. Dogovarjamo se zdaj z Madžarsko, pa z Združenim kraljestvom, dogovarjamo se, da gremo v Avstrijo. Skratka, res, tudi tega je ogromno, da ne govorim o Ameriki, z NASO, naredili smo sicer tudi stik z japonsko JAXO, Japonci so malo posebni, treba malo več, to na drugačen način delati, ampak ja, step by step in to se širi. Danes, če nisi del vesoljskega sektorja, po moje, te ni. Rekli ste, da je CERN 4. največji odjemalec ali pa največji posel, ki ga imate v podjetju. Koliko je bilo potrebno tega priprav, pa rekli ste, smo se že prej pozanimali, ampak je treba se res pristrukturirati, najti v podjetju morda popolnoma nov oddelek. Tukaj zdaj sprašujem za vse tiste, ki doma sedijo, tole poslušajo, pa rečejo, kaj to pomeni, da bi vstopili torej v ESO ali pa v CERN, oziroma da bi začeli poslovati z njimi. Pri nas ni bilo potrebno odpirati novega oddelka. Sama sem zaposlena v podjetju za te stvari. Kar se tiče kvalitete, smo jo že prej imeli na dovolj visokem nivoju, tako da tega ni bilo potrebno spreminjati. Kar se tiče administracije, sem pa sama se rada učim, rada odpiram nove trge podjetju in CERN mi je bil od nekdaj zanimiv. Že prej smo delali v znanstveni industriji, sedaj že 11 let delamo v znanstveni industriji in sicer več kot 60% od naših prihodkov predstavlja znanstvena industrija, tako da za nas to ni bil velik problem. Jaz mislim, da samo rabiš nekoga, prodajnika oziroma neko navdušenca za znanstveno industrijo, ki se s tem malo več ukvarja, pridobiva nove kontakte, se vpiše na platformo, gre v kontakt z Vanjo Bele z gospodarske zbornice, tako da in potem je to. Potem pa potrebuješ seveda nekaj časa vsakodnevnega, da se posvetiš temu poslu. In drugače pa je pri nas imamo vsako leto več prihodkov strani CERN-a, tako da to nas razveseljuje in upam, da bo tak trend tudi naprej. Se kdaj obrnejo na vas tudi kakšni kolegi oziroma kakšni drugi podjetniki, ki rečejo, vi pa že delate s CERN-om, sploh zato, ker vem, da vas velikokrat izpostavimo. Kaj jih najbolj zanima? Kaj je tisto, kar jim lahko morda svetujete? Velikokrat se obrnejo, najbolj jih zanima predvsem, kako narediti začetni kontakt z njimi. Ponavadi jim kar dam moje kontakte, če so z kovinarske industrije, ker z drugimi kontakti niti ne sodelujem, oziroma jih obrnem na gospoda Samotuma oziroma gospodarsko zbornico. Tam dobijo največ informacij, kako začeti s sodelovanjem in mislim, da je ta pot najbolj prava za začetek. A se zavedamo, zdaj, ko smo vstopili v CERN polnopravno, ko smo vstopili v ESO, so tudi politiki povedali večkrat, da je to velika stvar, da je to velika priložnost, ampak smo jo dovolj, ne vem, kako bi tudi sam uporabil pravi besede, razčlenili. A smo dovolj dali vedeti, da to ni zgolj, da sedi za isto mizo, da lahko, kot ste tudi sami rekli, imaš en glas tudi v primerjavi z velikimi članicami, ampak vendarle, da vstopamo na neko popolnoma novo
tržišče, do katerega pravzaprav ne samo, da nismo imeli dostopa, ampak vsega niti ni bilo. Saj tudi CERN je relativno nova stvar, tudi ESA, sicer nekoliko starejša, ampak vendarle nismo razmišljali 20 let nazaj morda tako, da lahko tudi mi kaj prispevamo. Danes pa vemo, da imamo od DV-softa pa do ne vem koga vse še. Ja, v bistvu, kar jaz opažam, zdaj, če se vrnem malo na gospodarstvo, prej grem na politiko, v gospodarstvu manjka te drznosti, pa ni dovolj, jaz ne vem, ali poguma ali česa, da so podjetja naša dovolj dobra, da konkurirajo in nastopajo na tako zahtevnem trgu, kot recimo vesoljski trg. Bom povedala primer, enkrat sem dobila klic iz ESE, pa ne bom povedala zdaj, za katero podjetje gre, Tanja, imate to pa to podjetje, za nas bi lahko delali to pa to. Jaz pokličem direktorja, rečem, poglejte, to pa to imamo, sredstva imamo, zagotovljen posel. In dobim odgovor, ne, mi nismo za vesolje, mi delamo druge zadeve. Pa jaz rečem, glejte, vse to je samo zraven, projekt je, vse je dogovorjen, mislim, torta na mizi, skratka. In smo zelo dolg časa rabili s tem podjetjem, da smo jih opogumili, da ni nujno, tudi če imaš ti, zdaj bom rekla, navadne vijake, da nisi za vesolje, ker tudi navaden vijak je za vesolje v končni fazi. In tukaj vidim ta preboj, ki ga moramo recimo pri nas država narediti, da usposobimo podjetja v smislu ne tehnološko, da so super, to že vejo, ampak v smislu, da si drznejo, da si upajo in da pridajo in nastopijo in se povezujejo. Seveda, jaz mislim, da politiki razumejo to zgodbo, ker tako, kar je rekla tudi prej Marjana, nas so že prejšnje vlade tudi podpirale, seveda, absolutno, zdaj podporo te vladi imamo še toliko večjo in vstop v polnopravno članstvo. Veste, vesoljski sektor je večinoma financiran iz javnih sredstev, povsod po svetu. In ta new space, da se kapital prelaga v vesolje, tega je zelo mali procent. In javna sredstva bodo še vedno tista, ki bodo zagotavljala razvoj. In kot je bilo že rečeno to danes, tukaj ne gre za, dostikrat slišimo, trošenje javnih sredstev. Ne gre za trošenje, tukaj gre za investicijo. Po OECD-ju vsak evro investiran v vesolje se povrne 5-7krat, odvisno zdaj, koliko si pri tem uspešen. Ampak mi imamo podjetje, ki preko ESO dobilo recimo projekt za 200,000 evrov, potem pa na drugih trgih ravno zaradi tega pečata ESING-a več kot recimo 3 ali celo 5 milijonov poslov. Skratka, tukaj gre res za investicijo in ne gre za porabo teh javnih sredstev, ampak za investiranje v, zdaj bom malo poetična, v boljšo prihodnost. No, zato tudi v začetnem nagovoru o članarinah nisem nič govoril, ravno zato, ker se mi zdi, da ne vem, o tem, ko včasih damo za kakšno stvar 10 milijonov, je 2,5 milijona ali pa kolikor damo CERN, neprimerljivo s tem, kar pravzaprav dobi, tako kot ste rekli, od tehnološkega sektorja do znanstvenega do, a lahko še kakšen primer, ne zdaj tak, ko so morali prepričevati, ampak kakšen primer, ko pokliče na gospodarsko zbornico, pa najdete eno od panog, kjer se lahko najdejo. Zdaj bom takole rekla, večina misli, da ti, če si znotraj recimo CERN-a, ali pa ESE, da pač ti samo moraš biti na tem visokotehnološkem področju. Če vi pogledamo CERN, to je pravo veliko mesto, kar pomeni, da ti ne rabiš biti res samo na, ne vem, zdaj robotiki ali pa na senzorjih ali pa ne vem, na jeklu posebnem za to, da lahko vse te napetosti pri vzletu obdrži. Ampak tukaj potrebujejo tudi čist navadne stvari, od gradbeniških del, tudi bi rekla inženiringa, ne nazadnje tudi gostinske ponudbo potrebujejo, hrano, se upravičujem, tudi toaletni papir, zakaj sem rekla, se upravičujem, zaradi tega, ker ste me vprašali, tudi podjetje imamo, ki se ukvarja, pač, ki imajo damske vložke ali pa konkretno tudi toaletni papir, ki so dobavitelji noter, znotraj CERN-a. Je pa tudi res, da podjetjem pomaga tudi vstop, če so znotraj raziskovalne, da so povezani tudi z raziskovalnimi
inštituti, recimo znotraj inštituta Jožef Štefan, oni so zelo, tukaj bi rekla, če uporabim to zastavo noša, ampak ne v tem stilu, da na Mars dajali zastavo, ampak hočem povedati, da tukaj sodelovanje tudi znotraj določenih, torej tudi po drugi poti vstop v CERN ali pa seveda tudi v ESO je možen. Mi zdaj podjetjem, tako kot sem prej omenjala, ko imamo ta letni nabor inovativnih podjetij, ne samo s temi inovacijami, s katerimi recimo sodelujejo na teh nagradah, ampak tudi skozi celo leto, tako panožne kot regijske zbornice pomagamo tudi na tem inovativnem delu, a ne. Ena od naših aktivnosti je tudi močna na tem raziskave, razvoj in inovacije, zato smo tudi šli v ta pobudo za podpis dolgoročnega ali pa tega zgodovinskega sodelovanja, ker smo si tudi postavili strateške plane, kaj želimo doseči, a ne, in tle smo tudi pri recimo pri formulaciji zakonov in tega pomagali. Kaj se pa tiče konkretno podjetij, jim pa potem svetujemo, a ne, oziroma jih informiramo. Je pa tudi res, da določena podjetja imajo to možnost, kot je Tanja lepo omenjala, da jih nas pozovejo ali pa tudi na ministrstvo, a ne, zato da jih potem pripravimo ali pa da jih opogumimo, kajti opažamo, da podjetja veliko krat imajo zaradi tega, ker gre za nek razpisne pogoje in tako naprej, to enačijo z evropskimi projekti. In ker je že tukaj en velik strah oziroma tudi to, da je to postala neke vrste tudi, da ne bi to bilo slučajno narobe razumljeno, potrebujemo svetovalce, daleč od tega, da ne, ampak nekateri pravijo, da edino svetovalci poznajo terminologijo, način, na kakšen način ti spišeš, a ne, ker so tudi take prakse strani podjetij deljene z nami kot gospodarsko zbornico, da pač je isto bilo spisano strani nekih ljudi, ki recimo tako, kot si lepo povedala, ne, da vsebinsko sama se zadev lotevaš, da so tudi spisali sami, ampak potem, ko so jim pa svetovalci ali pa neki eksperti pri tem pomagali, da je pa obrodilo sadove in se bojijo tega dela, kajti vseeno roko na srce ni veliko takih stvari, ki bi te oni poklicali. Recimo primer je bil tudi z Duolom, a ne, ki je bil povezano za te bivalnike, Domel tudi, a ne, Skylabs in tako naprej. To so vsa podjetja, Synergize, ki že so, kako bi rekla, so tehnološko dovršena in se jih je noter opelo, ampak to ne pomeni, da jih pa še zmeri ni teh podjetij, ampak spet prej sem omenjala, pa mogoče ne tako, bi rekla, razločno, da podjetja imajo izzive, ne, te, ki so dobri, ker z pridobivanjem kadrov, kajti tudi ti, ko vstopaš v recimo CERN ali ESO, je potrebna ta kontinuiteta, a ne, in je potreben ta raziskovalni del, ki, ali pa bi rekla projektno orientiran del, ki ima neke specifike. Ampak jaz menim, da tudi za to promocijo in tudi to, da zdaj res delamo z roko v roki pri to vrstnem sodelovanju, mislim, da tudi ta ozaveščanje za to, da gradijo kapacitete tudi znotraj podjetij, torej ne da se to tako hiter, bi rekla, to notranjo preobrazbo spremeniti, kajti danes se podjetja srečujejo kar tudi z velikimi izzivi konkurenčnosti.
tukaj moramo vseeno biti realni, kajti če primerjamo, zdaj nočem spet iti na energetiko ali pa na ta del energije ali pa tudi davkov, prispevkov, to so pač mogoče teme za kakšno drugo stvar, kajti tudi ti znotraj, kot sem že prej omenjala, ESA in CERN so trgi, na katere potem podjetja vseeno morajo se pripraviti in je tudi tam konkurenca. A ne, zato ni treba, da drugo mizo počakamo, zato sem Taro povabil danes. No, in ravno to je zdaj eno izmed vprašanj. Ta konkurenčnost. Rekli ste, sama uživam v tem, ko iščem nove trge, pa vendarle, v Sloveniji velikokrat rečemo, da imamo premalo usposobljenih kadrov, malo nas je in potem se je treba seveda za te kadre boriti. Torej, kako je s tem in kako je tudi z okoljem, v katerem vi delate, torej v Sloveniji, in ste potem seveda ena izmed mnogih držav oziroma podjetij, kjer tekmujete tudi za posel v CERN-u. Jaz mislim, da usposobljenega kadra je zaenkrat dovolj. Mi smo sicer manjše družinsko podjetje, nas je 11 zaposlenih. In ko zaposlujemo, večinoma zaposlujemo že z vajeništvom, naprimer, da pridejo kot vajeništvo, potem pa jih zaposlimo, ko končajo šolo. Tako da pri nas s tem res ni težav. Pa tudi, če potrebujemo kakšnega strojnega inženirja, ga že najdemo. Je pa res, da skrbimo za to, da imamo dobro vzdušje v podjetju, da imamo veliko team buildingov, da se dobro razumemo, da so dobre plače in da je vse skupaj, da imamo dobro okolje za sodelavce. Tako da z tega vidika nimamo težav. Kar se tiče konkurenčnosti, je pa kar velika konkurenca, predvsem v CERN-u, zato ker je le, ne vem koliko, kakšno mrežo podjetij imajo, ogromno, cela Evropa plus še druge države. In včasih, ko konkuriramo, so naprimer tudi švedsko podjetje cenejše od nas. To še vedno ne vemo, kako so lahko kdaj cenejši, ker seveda imajo večje plače, večje davke in tako naprej. Tako da to nam je še vedno kdaj neznanka. Predvsem, kadar se prijavljamo na večje razpise, ki so naprimer nad 500.000 evrov, tam smo težko konkurenčni še zaenkrat. Tako da pri tistih razpisih še premišljujemo, da bi si vzeli kdaj kakšnega svetovalca, kakšnega eksperta za prijavo za take razpise v CERN-u, to bi nam sigurno pripomoglo. Pri manjših razpisih pa smo večinoma konkurenčni. In mislim, da če naročijo projekt do 5.000 evrov, ne potrebujejo kontraponudbe, tako da če te izberejo, brez da imajo, da konkurenca da svojo ponudbo. Kar je pa nad 5.000 ali nad 10.000 evrov, je pa že morajo izbrati 3 podjetja, ki dajo svoje ponudbe, tam pa moraš biti pa še bolj konkurenčen. To vprašanje sicer nima veze s poslom, ampak me vseeno zanima, ste šli kdaj v CERN že prav pogledat? Mi dva z bratom, ki je direktor podjetja, greva vsako leto, da obiščeva vse nabavnike. In prvič sva bila na slovenskih dnevih v CERN-u, takrat je bilo res super, vsako leto je super. CERN je res eno malo mesto, s polno inštituti, polno znanstveniki, ljudje tam so, zaposleni so super, lepo jih je videti vsako leto, tako da mi imamo že kar prijatelje tam, tako da res rada greva. Kaj pa zanimanje za to, da bi bili del Evropske vesoljske agencije? To je pa zdaj ena stvar, ki vem, da se zelo dobro sliši, ne? Seveda vsak si želi biti astronaut, vsak si želi pogledati v vesolje, a se tudi tukaj odpirajo možnosti? Ja, mi imamo že par Slovencov, ki delajo v Evropski vesoljski agenciji. Zdaj za astronaute je tako, ne? Vesolje je pač sektor, kjer brez sredstev ne gre. Pri astronautih je pa to vse krat, oziroma na potence, ne vem kakšne. Oziroma jaz sem tako rekla, govorila sem z enim kolegom iz Poljske, ki zdaj šolajo njihovega astronauta skupaj za ESO pa z NASO. To je recimo projekt vreden 100 milijonov. En človek, en astronaut, pa še ni nujno, da bo zbrana. Ne? Da to tukaj gre res, to gre za prestiž, da imaš ti človeka v vesolju. Drugače pa ja, zdaj za polnopravnim članstvom v ESI je tako, ne vem sicer kako je v CERN-u, kolikor sredstev daš, nekako potem se izračuna nek odstotek, toliko zaposlenih ti pripada v ESI. Tako da Slovenija recimo ne more imeti 100 zaposlenih, ampak glede na delež, ki ga vplačuje, kolikor daš sredstev. Za razliko od CERN-a, pa me popravite, če se ne motim, v ESI gre za dvojno financiranje. Eno je ta obvezni del,
Vi ste rekel, ta članarina, to ni samo članarina, gre za del, ki gre tudi za znanstvene programe in potem je neobvezni opcijski del, kjer pa Slovenija že sodelovala prej kot pridružena članica. Se pravi, za enkrat bomo samo v Planici merili tiste ležeče astronaute, nismo še na poti, da bi imeli svojega. No. Malo za hece. Mislim, jaz, ko je imela... Jo pa imamo v vesolju, ne? Samo to pa je treba reči Slovenko. Ne? Slovenske korenine. Tako, ja. Radi se vedno kaj prilastimo, kadar je to dobro. No. Ne, ampak moram vsem povedati, da Slovenija, zadnjič sem poslušala, mislim, da je bil naš državni sekretar Matevž Frangež, ki je rekel, koliko je Slovenija majhna, sicer jaz tega nočem poudarjati, ker sploh v vesoljskem sektorju ni pomemben, si majhna, si velik, pomemben, kaj imaš, kaj daš, koliko si ti inovativen. Ampak je rekel, glede na to, koliko smo majhen narod, koliko imamo mi dosežkov na vseh različnih področjih. No in tudi dobila sem takrat, ko je bilo izbor astronautov, klic iz ESE, da sta ena punca in en fant iz Slovenije prišla zelo, zelo daleč v najožji izbor in ali smo pripravljeni pač financirati naprej za njiju, ne. Takrat nismo bili niti zreli, mislim, tudi družba mora biti zrela za to, da država 100 milijonov za astronauta, ne. Ker je zelo žal, še danes velikrat poslušam, zakaj se investira v vesolje, zakaj se investira. Mislim, kam pa naj se investira? Z vesoljem je povezano vse, tako kot ste omenili, Planica je načeloma seveda meri, kako brezsežnost vpliva na človeško telo. Ampak posledično to pomeni, da ko se bo iznajdlo zdravilo za vse, za mišično atrofijo, za osteoporozo, za slabovidnostjo, težave, za staranjem kože in tako naprej, seveda gre potem vse na zemljo. Vse je to preteklo že kaže, da kar je bilo izumljeno za vesolje od, teflonska posoda, kdo nima danes teflona doma. To je bilo izumljeno samo za vesoljska plovila. Sončna očala, na primer. Sončna očala, recimo. Hočem reči, veliko je tega. In jaz bi si zelo želela, da se razume, da ponavljam, vlaganje v ta sektor ne pomeni porabo denarja, pa pomeni investicijo, ki se povrne. Jaz se popolnoma strinjam. Je pa dejstvo, da ljudje, gre za zelo specifične stvari in ljudje moraš se poglobiti za to, da ti razumeš to povratno zanko. Ampak gre za investicijo z večkratnim multiplikatorjem, ta ROI, Return on Investments, je tukaj res multiplikativen in dejstvo je, da pač tudi kar reče, toliko denarja v enega astronauta pa še ne veš, ampak tudi skozi te priprave in vsebine ti pač kako bi rekla, dognanja in pa, ker te priprave niso lahke, to pomeni, da ti že imaš močne psihološke teste, tudi ta zdravstven vidik, zato da ti vse te sile, ker ti tudi že to, kako ti spiš, ko moraš v breztežnem prostoru spati, prehrana, ti moraš tudi recimo telovaditi v vesolju in gledajo, na kakšen način tvoje mišice, kaj se dogaja, ta, bi rekla, sesedanje ali pa atrofija mišične mase, ki se začne dogajati. In vse te stvari so pa zelo pomembne, ker če mi pogledamo korelacijo s tem, da imamo zdaj sedentarni način življenjskega sloga, torej včasih smo se gibali, danes sedimo, je tukaj zelo veliko, kako bi rekla, korelacij. In ta multiplikativen učinek, raziskav nam daje pač povratno informacijo, kako bomo tudi lažje živeli. Recimo na zbornici imamo tudi močno sekcijo za fitness, rekreacijo in regeneracijo med teh zbornico in recimo so zelo povezani tudi z temi vsebinami, ki smo prej govorili, da medicina tudi, kaj se dogaja v vesolju, danes pomembna. In pri pregledu, konkretno, kakšen imamo današnji življenjski slog in ti, ki se danes prvikrat zaposlujejo, ki postajajo aktivna populacija, ni šans, da zdržijo 40 let delovne dobe s tem, da se ni z novim
ali pa bi rekla z osnutkom novega zakona, se ni še bil potrjen, a ne, tudi ta pokojnina, vprašanje, kako bojo ti ljudje dosegli in starostno dobo in delovno dobo. Torej, multiplikator in pa večslojnost tega, ne, sliši se sam vesoljska, ne, in potem je pač tukaj vesolje in potem se sprašujem, kaj bomo mi vesolju, če Američani in tako naprej, Japonci ali pa kdorkoli drug, Kitajci, tukaj prednjači, ampak ni temu tako, a ne, ta vidik, a ne, bi moralo se mogoče, mi ga seveda izpostavljamo in tudi znotraj gospodarske zbornice naši člani jim dajemo, bi rekla, to podporo, ampak če mi pogledamo, da je pa gospodarstvo veliko širše in koliko je to teh subjektov in če pogledamo, da tukaj je veliko teh mikromalih podjetij, a ne, ki pa se ne da se ne bi želeli, ampak se ne poglobijo v ta vidik in potem imamo še tukaj tudi populacijo ljudi, ki se seveda ne dotikajo vsakodnevno teh stvari in potem pride do tega nekega splošnega populizma, da to nima povratne zanke, a ne, v tem. Zato pa tudi taki pogovori koristijo. Morda še eno vprašanje povezano z družinskim podjetjem, pa potem ravno ta multiplikativnost. Ko ste začeli 2019 pa do danes, koliko naprimer se je pa ravno zaradi tega, ker ste vstopili tudi na CERN-ov trg ali pa v njihovo državo, na rekovajih, pri vas spremenilo naprimer? Pri nas je kar veliko. Že sam promet smo po moje podvojili, če ne kar potrojili. Prav tako pa dobivamo nove stranke in ko jih vprašam, kje so nas našli, tuje stranke, Italijani, Nemci, Francozi, mi pravijo, da so nas našli v portalu od CERN-a, ki je vsem dosegljiv. Tam lahko pogledaš, kdo vse je dobavitelj za CERN. Tako da nas veliko strank iz znanstvene industrije dobi kar tam in že z veliko večino dobro sodelujemo. Tako da je v bistvu zelo multiplikativno. No in to je ta pečat, ki sem prej rekla. Če ti delaš v ESI ali v CERN-u, je to dovolj dober signal, da si dober potem tudi za ostale trge. Tako je. Vse, zato sem to prav želel slišati. Danes želim slišati čim več teh primerov, ravno zato, da vsak, ki posluša, reče pa res ne. Morda še ta povezanost s slovenskimi znanstveniki iz Inštituta Jožefa Štefana, ki ste ga omenili, sam se spomnim, ko sem delal na svetu, takrat smo vstop v CERN res podpirali. No, takrat se nam je zdelo to fantastično, vem, da so nam dovolili tudi nam malce pokukati noter. Ena izmed novinark je šla in je prišla nazaj z ogromno materijala in smo potem po več minutah to kazali gledalkam in gledalcem in je fascinantno, čisto zares. Kako pa je to sodelovanje? Imate kaj stika z fanti in dekleti iz Inštituta Jožef Štefan? Ja. Tudi imam, ja. Z enim sodelujemo, ki je sicer zaposlen v CERN-u, pa tudi na Jožef Štefan inštitutu. Pa tudi imam par prijateljev, ki so tam zaposleni, tako da se mi zdi, da tudi z Jožef Štefan inštitutom bomo vedno bolj sodelovali. Je pa CERN le večji odjemalec za naše produkte. Še en pogled v prihodnost, če lahko, zdaj vas imam tu, kdo ve, kdaj boste spet imeli čas. Kaj so tisti največji projekti, ki jih Evropska vesoljska agencija načrtuje, kje bomo pa Evropejci lahko spremljali dosežke stare celine znanosti, pameti in inovativnosti? Ja, absolutno je to dostop do vesolja, ne? Kar ESA je imela zdaj nekaj časa malce krize, rakete pač Ariane skupina, to se pravi, to samo povzemam, kar je rekel, a ne, direktor ESE, tako da me ne bo kdo narobe razumel. Neka kriza je bila, niso bili postopki najboljši optimizirani, no, zdaj se je to rešilo končno, tako da. In v bistvu v tej izstrelitveni industriji zelo dobro sodelujo tudi naša podjetja. Prej ste omenili DV-softove merilne naprave so, mislim, da čisto na vseh izstreliščih na svetu. Naši miniaturne zadeve, ne vem, antene, karkoli, take majhne, drobne zadeve, pa smo del teh vseh izstrelitvenih. Tako da v bistvu tukaj to je zelo velik poudarek na temu in seveda pri nasplošnih tehnologijah. Napredek, to se pravi, ne vem, kako se to prevesti, downstream, upstream applications, to se pravi pridobivanje podatkov iz satelitov na Zemljo in pač iz teh postaj nazaj na satelite. Kar se pa v zadnjem času izjemno veliko poudarja,
kar meni osebno tudi malce ne skrbi, ampak pač veliko vprašaj se mi poraja, je pa ta varnostni aspekt. Ne. To je zdaj zelo veliko na agendi, ne samo na ESI, tudi na NASI. NASA mislim, da je celo prva država, ki je ustanovila sicer ne fizično, ampak če sem prav razumela, bolj tako figurativno ta vesoljsko vojsko. In ta varnostni vidik zdaj zelo veliko prihaja v ospredju, tudi v okviru programa Evropske komisije. Tako da ta varnost, varna povezljivost, z lepšimi besedami, to bo zdaj zelo veliko na temo. No, tukaj pa smo spet pri novem članu ameriške administracije Elonu Musku. A se kaj pozna ta dirka, bitka, vse ne vem, če so to prave besede, pa vendarle med Ameriko in Evropo. Včasih smo bili vendarle bolj partner, zdaj pa se včasih zdi, da smo si bolj narazen. No? Ne vem pa, kako je v vesolju. Še vedno smo partner, ker evropska tehnologija za opazovanje Zemlje daleč prednjači pred drugimi. In tukaj NASA brez tega dela ne more. Ne? In zelo dobra povezava. In jaz ne bi govorila zdaj o neki dirki, to je zelo populistično, zelo rado se govori Amerika, Kitajska, pa Evropa, pozabljamo na Indijo, ker to je velesila. Letos aprila se bo ustanovila Afriška vesoljska agencija. Skratka, so tudi druge velesile, ki prihajajo. In jaz ne bi temu rekla za neka dirka, ampak gre za nek skupek povezovanja, da bomo čim bolj uspešni v vesolju. Je pa res, da spet moj osebni vidik je, da bi morali tudi zelo veliko na Zemlji narediti, ker Zemlja je tista, ker radi poudarjamo za enkrat, če naš edini planet, in morda malce premali poudarek, kaj se dogaja na Zemlji, skupaj z tehnologijami na področju vesolja. Jaz bi mogoče sam tle dodala, da recimo že 2017 naše podjetje vesolje.si, gospod Tomaž Rodič je v Indiji preko ITTN, to je njihov največji inštitut, so preko teh njegovih satelitov ali pa tega njegovega podjetja tudi Indijci prišli prvič do podatkov, kje so recimo oni Modijeva vlada, takratna se še zmeri Modi na oblasti, so si postavili 100 pametnih mest in pa tudi ta Cleaning Sea Ganga, kot Cleaning Ganges River, to sta dva takšna, bi rekla, prodorna projekta in takrat glede na naše podjetje, ki je imelo te satelitske posnetke, so videli, kje reka prestaplja bregove, zato da so lahko stvari tudi postavili tudi v z urbanističnega vidika tudi teh 100 pametnih mest. Zakaj? Zato, ker takrat niso imeli niti popisane populacije in tako naprej. Tako da bi rekla, ta razsežnost ali pa aktivnost naših podjetij na vseh teh področjih segajo že v preteklost in takrat so bili ta podjetja že tudi Synergize, Devesoft in tako naprej, so bliže znanilci tega, da prihaja do nove svetovne recimo strategije in takrat je bilo vesolje tudi eno od teh delov. Je pa res, da s to trajnostnim vidikom in pa zelenim, ki je bila zastavonoša tukaj pa Evropska unija, pustimo ta birokratski del, ki prihaja s tem tudi, je bil ta poskus postavljanja tudi nujnosti ohranjanja planeta zelenega in modrega, torej voda, vidimo, kaj se dogaja, z ledeniki. Tako da mislim, da Tanja, to, kar si rekla, je zelo dober apel, mogoče tudi za v prihodnje, da seveda je pomembno, da smo del ESE, CERN-a, ampak da je potrebno tudi tukaj narediti razmisleke, da ohranimo ta planet ne samo za nas, ampak tudi za namce. Drži, sploh ker se mi zdi, da je eden izmed prvih ukrepov, ki jih je sprejel ameriški predsednik, odstop od pariškega podnebnega sporazuma, kar verjetno sam ne bo občutil njegovi otroci, tudi Beron, ki je tudi slovenskega rodu, pa verjetno že.
Čisto za konec, no, hvala še enkrat, da ste vse tri prišli, ampak morda nekaj besed, ki bi jih namenili slovenskim podjetnikom, podjetnicam, tistim, ki imajo doma posel, pa morda niso dovolj razmislili, da bi vstopili še na ta trg, o katerem danes govorimo, torej vesoljski ali pa CERN, da naj si upajo, ne? Seveda, morajo, kar naj zberejo pogum in kontaktirajo lahko tudi mene oziroma gospodarsko zbornico samo Tuma. Vsi smo na voljo, da pomagamo pri prvem kontaktu, potem pa, če je volja, tam je tudi pot, tako da se da potem začeti dobro sodelovanje, ki je zelo konkurenčno. Prav tako je tudi boljše, mislim, za znanstveno industrijo je vedno boljše, znanstveno industrijo je boljše sodelovati, prav tako je tudi cenovno bolje opredeljeno, dodana vrednost je večja in se mi zdi, da na dolgi rok se bolj splača, se najbolj splača sodelovati z znanstveno industrijo, tako da vsem to priporočam. Ja, hvala lepa vsem trem. Upam, da bomo v letu, ki je pred nami, še vseeno našli kaj časa pa poklepetali o tem, kaj vse počnete, kaj vse prinaša vesolje, pa tudi kaj slovensko gospodarstvo ponuja. Vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami. Upam, da ste se prepoznali, če morda delate za kakšno takšno podjetje ali pa ste lastnik, direktor. Pokličite, ker že prej, preden smo prižgali kamere, sem slišal kar nekaj zanimivih stvari in verjamem, da vam bodo te tri dame, pa tudi vsi ostali, kajte v Sloveniji je veliko ljudi, ki je vpetih v to, znali pomagati in vas peljati na tisto pot, ki bo prinesla dobre rezultate, vi pa seveda boste s tem prispevali tudi k napredku znanosti. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.